Dragi poslušalci, dobrodošli v Modro sobo, prostor za pogovore, ki se dotikajo nas vseh, prinaša pa jih revija Sensa. Sem Metka Kuhar, profesorica socialne psihologije, univerzitetna predavateljica in raziskovalka, specializirana za psihološke travme ter terapevtka in avtorica. Danes smo tu z novo epizodo iz našega cikla Krmarjenje s travmo. In sicer gostimo docentko dr. Andrejo Lavrič. Dobrodošla, Andreja. Andreja je doktorica pedagoških znanosti, zaposlena v izobraževalnem centru za zaščito, kjer se ukvarja s psihološko pomočjo po kriznih dogodkih. Razvila je sistem psihosocialne podpore prebivalcem ob nesrečah in sistem podpore za reševalce. Je soavtorica priročnika, ga bom kar pokazala, Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih, ki je šel leta 2016. Andreja je tudi priznana strokovnjakinja na področju visokošolske didaktike ter vodi predavanja in delavnice na to temo. Danes se bova poglobili v razumevanje psiholoških posledic naravnih katastrof, zlasti v luči poplav izpred dobrih 2 mesecev, ki so prizadele Slovenijo. Razpravljali bomo o tem, kako se spoprijemati s tovrstnimi kriznimi dogodki, kako pomagati sebi, drugim, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Naj združuje skupno zanimanje, med drugim zanimanje za psihološko travmo. Vselej, ko se srečava, se potopiva v zanimive pogovore. Ti pogovori so pravzaprav navdih za ta današnji podcast. In zato bom Andrejo tudi danes stikala, tako da ohranjava prijetno sproščeno atmosfero najinih dosedanjih druženj. Še enkrat dobrodošla, Andreja. Hvala. Jaz bom začela kar nekako z prvim vprašanjem oziroma uvodom o temo. Občutek življenjske ogroženosti, se pravi res neke take eksistenčne ogroženosti, izguba materialnih dobrin, kot so recimo domovi, avtomobili, lahko pravzaprav celo regiji, območji, kjer prebivamo. Načeloma to pusti zelo globoke posledice in za posameznike in za skupnosti. Kateri so najpogostejši čustveni oziroma psihološki odzivi ljudi po naravnih katastrofah, kot so bile avgustovske poplave v Sloveniji? Tako kot so poplave ali pa katera druga naravna nesreča, potres ali pa požarje na Krasu, kot so bili. To so dogodki, ki so krizni dogodki. In ti krizni dogodki so ponavadi nekaj nenadnega, kar ljudje niti ne pričakujejo in ponavadi trajajo malo časa. In takrat se pri človeku pojavijo razni simptomi, tako na čustvenem, miselnem, vedenskem in pa telesnem področju. In ena izmed takih stvari je, da takrat se oseba v takšnem dogodku, ob takšnem dogodku preplavljena s čustvi. Takrat jo preplavi strah, takrat je tudi manjša zmožnost tega kognitivnega razmišljanja. Potem se na telesu odražajo različni simptomi, od tega, da prepotenost, glavoboli, tišanje v želodcu, težave z dihanjem. Skratka, na telesnem nivoju to, kar tudi potem lahko zaznamo, tudi pri sebi. Zdaj to govoriva mogoče o tej najbolj akutni fazi, se pravi fazi takoj po dogodku. Kakšne so pa posledice recimo čez čas, Verjetno gre za neke določene faze, Takrat človek potem, nespečnost se pogosto pojavlja ali pa na primer te prikazovanje tega dogodka, podoživljanje tega dogodka, da ali v spanju ali tudi podnevi, da se ljudje ne želijo vračati na sam kraj nesreče. Skratka, potem pa tudi za tem se razvijajo tudi druga čustva, se razvijajo na primer žalost ali občutki krivde.
Naprimer, ob poplavah, sedaj, ki so se zgodile, se trenutno, ne, ljudje soočajo s precejšnjim čustvom jeze, ne, to potem izražajo naprimer nad tem, kako zadeve še niso urejeni, da potekajo prepočasi. Skratka, ta paleta čustev, ne, od straha, žalosti, jeze, je vse tisto, kar se lahko pričakuje, ne. Pa so to čustva, ki nekako sčasoma izvenijo po enem takem prehodnem obdobju, ali koliko časa recimo so prisotna? Ja, to je različno od posameznika do posameznika, ampak ponavadi ta čustva, ne, potem, ko po recimo žalosti, jezi, potem pride pa soočenje oziroma spoprijemanje oziroma da se človek navadi, a ne, na takšno situacijo, na novo situacijo in jo potem tudi sprejme. Skratka, gre potem za neko sprejemanje celotnega dogajanja. Zdaj, pri nekaterih je to v krajšem obdobju, pa nekaterim je to v daljšem obdobju. To je precej odvisno od človekove prožnosti oziroma, kot temu rečemo, rezilientnosti. Skratka, vsak od nas se s takšnimi nesrečami zelo različno sooča. Ja, ne, danes je tudi zelo velik poudarek na psihološki pomoči. Ja. Ne, recimo, kot je okrevanja po nekih travmatičnih dogodkih, kot so tudi naravne nesreče, se pravi, da bi na ta način si pomagali, ne, tudi pri tovrstnih zelo intenzivnih lahko čustvih, ne, recimo tudi vseh teh simptomih, tesnobi, ne, raznih čustvenih izzivih, vendar ne tako, kot praviš, ja, nekako eni ljudje so malo bolj prožni, malo bolj psihično tudi odporni, drugi manj, verjetno gre tudi tukaj za vpliv neke širše skupnosti, nekih širših mrež. Ja, kot prvo je pomembno to, da lahko človek na svojemu nivoju, se pravi, kaj lahko sam zase v takem trenutku naredi, a ne. In eno je, na primer, kako se sooča s čustvi, ne. In prvo je to, da razume, da to, kar doživlja, da je nekaj popolnoma normalnega, običajnega po takem hudem dogodku, ne. Ta dogodek je nekaj nenavadnega, drugačnega. In s takimi čustvi se začnemo spoprijemati, lahko tudi zaželeno, da o njih tudi govorimo, naprimer nekomu, ki mu zaupamo, ki nam je bližnji. Če ne moremo o tem spregovoriti, lahko tudi naprimer pišemo dnevnik ali pa naprimer tudi kaj narišemo, a ne, in tako naprej. Potem naslednjo je recimo na miselnem nivoju, a ne, da lahko tovrstne stvari, ko nanje pomislimo, ne, na te nesrečne dogodke, da tudi se zavestno odločimo in rečemo, zdaj pa ne bom o tem več razmišljal, bom razmišljal o čem bolj prijetnem, nekaj, kar me navduhuje, naprimer, kar se lahko vrnem z spominom nekaj, kar me je osrečevalo, kar mi je pomagalo, da sem v takih trenutkih šel čez. Skratka, da se spomnimo na neke trenutke, ko smo zmogli to moč tudi v preteklosti in smo šli čez kakšne take krizne dogodke tudi v preteklosti, ne. Se pravi, to so že neke take strategije. Tako, to so na primer strategije, kaj lahko delamo pri sebi. Potem je tudi to, a ne, kaj delamo na telesni ravni, a ne, se pravi, da se potrudimo čim več spati oziroma kolikor nam pač paše, a ne, da tudi enakomerno jemo, enakomerno obroke, da se ne zatekamo alkoholu, da se gibljamo, ne, skratka, da se skušamo tudi čim bolj vrniti v neko rutinsko življenje, ki smo ga tudi prej imeli, pred tako neko nesrečo, skratka, da gre nekako v skladu s tem ritmom, ki smo ga imeli prej, a ne, da se življenje vrača v neko stalnico. Se pravi, da se ne prestrašimo tudi teh svojih reakcij. Tako. Nekako, da so normalne. Ja. Ne, mogoče tudi to je zelo en tak pomemben. Tako, ja, da so normalne in da jih ljudje ob takih dogodkih čutimo in da lahko tudi se s tem tudi soočamo. Zdaj, nekateri, a ne, se večinoma, ne, po nekaj mesecih lahko vrnejo nazaj v svoj ritem in delujejo tako kot pred nesrečo. Pri nekaterih bodo pa morda te simptomi ostali tudi dlje časa, ne, in
In zdaj, na primer, neka taka meja bi bil približno kakšen mesec, morda tudi več, ampak da se tudi opazujemo sebe in pa druge, a ne, ali se morda lahko tudi razvije kakšna akutna motnja, ne, postravmatska stresna motnja. Ta je ponavadi omejena, mislim, diagnostično na 1 mesec. Ne? Tako, ja. Seveda je različno pri ljudeh in takrat te simptomi, če sčasoma ne izzvenijo, ki sem jih prej omenila, je morda dobro tudi poiskati pomoč v zdravstvenem sistemu. Če ti simptomi kar vztrajajo, ne? Tako. Ker verjetno tudi vsak nekako nima te kapacitete ozavestiti ta čustva Tako. oziroma biti v stiku z njimi ali imeti neko empatično prisotnost drugega, da lahko to izrazi. Večina ljudi, a ne, po raziskavah, ki so jih tudi opravljali v tujini po takem kriznem dogodku, uspešno okreva in se vrne nazaj. A ne. Zdaj, procentualno jih nekje od 5 do 10% razvije postravmatsko stresno motnjo. Ne. Se pravi, če gledamo, tako pomeni, da majhen delež ljudi dejansko potrebuje neko zdravstveno pomoč. Ne. Bi lahko mogoče to malo opredelile, kaj je ta motnja za poslušalce? Ja, to so v bistvu ti simptomi ojačanja, ne, ki smo jih potem, ki smo jih tudi prej našteli. To se pač opredelitev po DSM-u, ki ga pač zdravnik, psihiater tudi opredeli in pač diagnozo, s to diagnozo potem tudi zdravijo ljudi. Se pravi klinična diagnostika, ne, po tem ameriškem psihiatričnem združenju, ki se uporablja tudi v Sloveniji, ki je ta sklop simptomov. Tako. Zdaj, ampak to je, ne, to, ko govorimo o tej zdravstveni pomoči, to je zgolj en vrh piramide pomoči, a ne, o čemer govorimo po takem kriznem dogodku. Zdaj, če gledamo, a ne, kako je ta piramida zgrajena, ne, in zdaj zakaj govorimo o piramidi? A ne? Zato, ker to pomoč na začetku, neko pomoč rabi velika količina ljudi, ki je bila udeležena v tej nesreči, na primer v poplavah. Čisto materialno pomoč. Ne? Tako, in materialno, in kako se tudi sami sebi pomagati na te načine, kar sem prej povedala. In večina ljudi uspe tu na ta način iti skozi. Ne. Potem je že en manjši kos zopet piramide, ljudje, nekateri potrebujejo pomoč prijateljev ali pa sorodnikov ali pa svoje lokalne skupnosti. Nekateri drugi pa potem še zopet manjše število, ko gremo po piramidi navzgor, pa potrebuje tudi na primer pomoč nevladnih organizacij, ki so specializirane za delo po teh nesrečah, kot so na primer v Sloveniji Karitas, Rdeči križ, Filantropija in tako naprej. Tukaj zdaj govorimo o čisto praktični pomoči. Čisto praktični in tudi v psihosocialni pomoči. Ne? Se pravi, in te recimo nevladne organizacije nudijo psihološko podporo, temu rečemo psihosocialno podporo, in na koncu temle čisto ta vrhnem delu piramide, ta majhnem koščku, je pa teh nekaj procentov ljudi, ki po takšnih nesrečah potrebuje neko zdravstveno pomoč, in te se potem obrnejo na zdravstveni sistem, kjer dobijo pomoč pri zdravnikih, kliničnih psihologih, psihiatrih, psihoterapevtih in tako naprej. Ja, zelo pomemben se mi zdi govoriti o teh drugih dejavnikih, ne samo podpore, glede na to, ne, da recimo, večina ljudi mogoče niti ne rab bolj specializirane pomoči, nekateri jo tudi zavračajo, nekateri ne pridajo do nje, ne, iz takih ali drugačnih razlogov. Tako da zelo pomembno se mi zdi govoriti o tem, kako se lahko sami podprejo, pa tudi kako nas lahko podprejo drugi. Ne? Recimo tako, ko si rekla, prvo prijatelji, ožja, širša družina, skupnost, tudi organizacije. Ne, da... Tako, zato je pomembno, ne, da imamo tudi podporo v tem lokalnem okolju, pri družini, prijateljih, kar pomeni, da je pomembno, da imamo dobro socialno mrežo. Ne. In na tej socialni mreži je treba delati že preden se zgodi neka taka nesreča. Ne. Se pravi, se je treba tudi podružiti z ljudmi, delovati v lokalni skupnosti, biti povezan s svojimi sosedi. Ne. Skratka, dosti prej je potrebno izgrajevati celotno zadevo. Ne. Ker danes smo bolj nekako
Dobro, verjetno se loči tudi urbano okolje ali neka večja mesta, ne? Ampak nekako bolj smo mogoče v nuklearnih družinah, malo bolj se izoliramo, ne? Mogoče opažaš kaj teh trendov, recimo, so kakšne razlike tudi med območji v Sloveniji ali... Ja, seveda to povezovanje je pomembno ne glede na to, ali smo znotraj mestnega ali pa vaškega okolja, če temu tako rečemo. Ampak... Ali pa bolj gorenjska, primorska, ne? Mislim, da so tudi tukaj razlike. Ja, zdaj, seveda razlike so, morda bi jih lahko našli, po regijah, ampak predvsem je pomembno, da se povezujemo, tako da tudi, na primer, če ljudje tudi prej niso s svojim sosedom kaj dosti komunicirali, ampak potem, ko je pa prišlo do poplave in ko jim je zalilo skupno klet ali pa karkoli, potem pa stopiš do svojega soseda in ga vprašaš, kako boš pa ti to razrešil situacijo, ali kako si lahko pomagamo in tako naprej. Tako da ja, te zadeve so pomembne, da se krepijo že prej na zelo tudi različne načine, Se pravi, lahko tudi v lokalnih skupnostih se te zadeve tudi spodbuja druženje ljudi, Naprimer, od raznih prireditev v lokalnih okoljih do, pozdrav jeseni, kostanjevi pikniki, do, naprimer, gasilskih veselic, za vsi, kjer jaz prihajam, to je recimo ena takšen pomemben dogodek, kjer se vsi vaščani izberemo, prispevamo, sodelujemo, se podružimo in so takšni dogodki krepljenja skupnosti precej pomembni, Ja, jaz imam tudi tako izkušnjo, recimo iz Primorske vasi, kjer so bile čagre, se pravi taki poletni dogodki, zabavni, recimo tudi skupna priprava pustne povorke oziroma vaškega pusta, tudi vaški pevski zbor, se pravi veliko enih takih povezovalnih dejavnikov, ki krepijo tudi en občutek pripadnosti, recimo skupnosti, ene te identitete, recimo skupnosti. Tako. Do tega, recimo šolska skupnost je zelo pomembna, se pravi tudi, kar se dogaja v šoli, povezovanje otrok, staršev, z učiteljev, povezave z okoliškim prebivalstvom, medgeneracijsko sodelovanje in tako naprej. Skratka, okoli vsega tega so take dobra izhodišča, ker ko do nečesa pride, se potem tudi te viri moči tudi uporabljajo. Šport je tudi ena taka točka, Šport, ja, tudi šport, tako šport, čistilne akcije, razni hobiji, razne te interesne dejavnosti. Vse to je tisto, kar pomaga v lokalni skupnosti. Ja, tle zdaj omenjava ta koncept skupnosti, pojem skupnosti, Nekako je tudi en tak sociološki koncept, ki ga mogoče tudi ni najbolj enostavno definirati ali pa oprijeti, kje je dan zdaj ta skupnost, ker na nek način se zdi, da je ta skupnost kar nekako ošibila. Zdaj poplave so nas opozorile, koliko je pomembno nekako tkanje, recimo tega vezivnega tkiva skupnosti, da nekako skup držimo, da znamo skup stopati, vse, ko je nek tak izziv. Ja, gre za ta občutek pomoči drug drugemu, gre za občutek, da nismo sami ostali v tej situaciji. Kot prvo, tu gre za fizično, da ti nekdo pomaga, odstranjevati blato izpred svojega praga, pomaga odstranjevati debla in vse ostalo. Po drugi strani pa tudi na tem psihičnem nivoju, da nisi ostal sam, da ti tudi drugi ljudje pomagajo, to občutek solidarnosti. Na eni strani, hkrati je pa tudi to za tiste, ki pomagajo, Zdaj smo videli v Sloveniji zelo ta močan vidik solidarnosti, ko so ljudje pomagali drug drugemu. Z drugega konca Slovenije so prišli na prizadeta območja, Savinjsko dolino, Koroško, in tam so ljudje tudi ta občutek, da sem koristen, tudi jaz, kot prostovoljec sem koristen. In to je ena izmed teh tudi značilnosti, kako si pomagati po takih kriznih situacijah, je tudi to, da sem jaz koristen, da pomagam drugemu, Tudi ta vidik, tudi če meni se nič ni zgodilo, ampak to, da pomagamo drugemu, Da so v nas nekako sprošnik tak altruistični čutelj, empatija, solidarnost. Tako. Iz tega potem zgib tudi za neko delovanje.
Ne, eni pravijo celo psihologi, ne, ene teorije, da nekako je ta altruističen naš čut sebičen, ker na nek način čutimo stisko ob tem, ne, če imamo razvito empatijo, ne, kolikor imamo razvito empatijo, nas tudi to nekako se dotakne, boli, ne, in nekako s tem, ko pomagamo drugim, pomagamo sebi. Ja, tako, ja. Mislim, v vsakem primeru počrto, ne, da pomagamo, ne, da podpremo, da nam je mar, da pokažemo nekako, ne, tudi po neki svoji moči. Ali. Ja, kaj pa bi rekla? No? Mislim, kaj bi rekla, taka močna solidarnost se je pokazala zdaj ob teh zadnjih poplavah, ne, med Slovenci. Ja, kaj nam to govori recimo o slovenski družbi? Ne? Prej sem rekla čistilna akcija, sem se spomnila tudi, kako smo pred leti nekako čistili Slovenijo. Ja, da smo povezani in da se lahko v takih trenutkih tudi ljudje skupaj stopijo, kjer se krepi potem ta občutek sodelovanja, občutek zaupanja, ne, se pravi pripadnosti družbi. In to je ena izmed takšnih tudi pomembnejših stvari po takih kriznih dogodkih. Naprimer, v tujini, ne, so zelo veliko dajali na te razne kampanje, ne, kako krepiti to skupnost, kako krepiti to upanje, ne, na sej bo vse še dobro po takih nesrečah. Ne. To so predvsem razvijali naprimer v Evropi ob posledicah terorističnih napadov, ne, ko so zagnali zelo različne kampanje, da so se krepile skupnosti, šole, ne, razredi, učenci med seboj, da so razvijali, kako je potrebno, ne, biti v določenih trenutkih, se opreti drug na drugega, si zaupati, in so te kampanje, ne, pomagale k temu povezovanju. Ne. Tako da v takih trenutkih, ne, torej tudi to povezovanje, in to je ena tudi stvar, ne, ki bi lahko tudi in krepili, ne, tudi v slovenskih šolah, v slovenskem lokalnem okolju, se pravi, gre za neko povezovanje, neke kampanje znotraj celotne družbe. Ne more to samo temeljiti naprimer na šoli, ampak tudi potem na širše posamezni šoli, ne, na lokalni skupnosti, ja. Na občini, ne, in tako naprej. Kako pa misliš, da je tega vendarle že prisotno vsej nekako posamezne pobude? Ja, sigurno v šolah so razne delavnice, projekti, ki te stvari spodbujajo, ne. Tako da ampak da bi to nekako bolj celovito, bolj sistematično k temu pristopili, tako, bolj proaktivno. Tako, ne, bolj proaktivno, načrtno, ne samo kot stvar nekega projekta, ampak da je to kot neka izhodišče naše celotne družbe, ki se pa morda tudi začne z nekim v šolskem sistemu, ne, kjer je dobro izhodišče za tudi pomagati drugim, ne. Ja, pa kje se to nekako še privzgaja, prisocializira, verjetno tudi ta vidik, ne. Da nekako otroci s tem odraščajo, ne, da razvijajo tudi eno socialno odgovornost, eno širšo odgovornost. Ja. Kako pa vidiš, da recimo je to nekako, ne, mislim, ta sodobna šola je to dosti kompetitivna, ali to bi potrebovali nek paradigmatski, bom rekla, premik, preobrat, ali imaš občutek, da nekako je dovolj nastavka v obstoječi šoli? Ja, v šolah se soočajo z različnimi takšnimi situacijami, precej je tudi odvisno, ne, od nekih trenutnih soočanj, s katerimi se družba sooča, naprimer ob nasilju v šolah se takrat zelo veliko govori v nasilju, a ne. Ko se zgodi kakšna naravna nesreča, se o naravnih nesrečah, ne. Je pa nekaj takega, kar bi se dalo krepiti ves čas, a ne, se pravi skozi nek celoten izobraževalni program. Naprimer, v osnovnih šolah je možno izbrati neki izbirni predmet, ki se mu reče varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, kjer se tovrstne
znanja pridobivajo, kako se tudi zaščititi pred takšnimi nesrečami, katere sile pomoči delujejo, kateri reševalci, to se vse takrat lahko spozna ob tem predmetu. Skratka, ampak to je zgolj nek izbirni predmet, o katerem se o tem spregovori. Se pa pokaže, ne, da so ta znanja tudi splošno potrebna. Ne. Ja. Tudi naprimer zdaj, ne, tudi ob teh poplavah, tudi zdaj je recimo ta vidik šole pomemben. Ne. Tudi recimo v šolah so tudi naprimer tudi zdaj, ne, tudi 2 meseca in več potem lahko tudi v šolah recimo najdejo učenci oporo ali pa njihovi starši so strani učiteljev, šolskih svetovalnih delavcev, ki so bili usposobljeni še dodatno, kako ravnati v takih situacijah. Ne? In tako se tudi na ta način se tudi pride do takih ranljivih skupin. Ne? Tako da na tem območju, ne, tudi takrat, ko po sami nesreči, ne, se je takrat tudi pomagalo prebivalstvu z vidika te psihološke pomoči. Najprej je šla na teren civilna zaščita, ne, pripadniki civilne zaščite, psihologi, ki so hodili po terenu, začeli so za kamniškim območjem. To je cela skupina psihologov usposobljenih, to je del tega tvojega Tako, ne, gre za skupino 9 psihologov, ki so usposobljeni za ravnanje v kriznih situacijah. In so takoj te prve dni začeli so na primer v Kamniku, v Termah Snovik, kjer je šlo za evakuirane prebivalce po poplavah, kjer so dajali psihološko pomoč, pa potem Savinjska dolina, Črna na Koroškem, tako da so bili dnevno prisotni 10 dni, opravili so okrog 300 razbremenilnih pogovorov s prebivalci. Kaj pa je razbremenilni pogovor? Razbremenilni pogovor je, če govorimo v razbremenilnem pogovoru pri reševalcih, je to taka zelo strukturirana voden pogovor. Če pa govorimo o prebivalcih, se pravi žrtvah nesreč, je pa to, da se pogovorijo z njim, da ga razbremenijo. S posameznikom ali odvisno, s posameznikom ali enim ali celotno družino in poprašajo po čustvih, razbremenijo jih čustva, da skušajo z njimi delati nek načrt oziroma ker človek, ko doživi nekaj takega, ga čustva popolnoma preplavijo. Ko si v šoku, ne? Ko si v šoku. V enem takem šoku. In potem s časoma je pa potrebno delati korake, načrt, se pravi, kako se soočiti s temi nastalo situacijo, kaj lahko naredimo danes, kaj lahko naredimo naslednji dan in tako naprej. Skratka, ampak že, da se ta čustva tudi lahko normalizirajo, ne? Tako. Hkrati nekako spodbudi ljudi Tako. tudi tako. Neki Angleži imajo ta izraz, ne najdem v slovenščini, agency, ne? Ja, da smo lahko tudi nekako bolj aktivni, ne, Tako. v tem pozitivnem smislu. Ja, Samo učinkoviti. ja, Kar je malo nerodni izraz, ampak tako, da začneš reševati nastalo probleme, da se ciljno orientiraš, in da potem tudi zmoreš te kapacitete, da greš v bistvu dalje. Tako da zdaj za njimi potem so prišli na vrsto te nevladne organizacije, katere sem tudi prej omenjala. Tle bi te za trenutek prekinila. Kaj pa vloga drugih profilov? Recimo socialni delavci so tudi tak profil. Tako. Niso samo psihologi, verjetno. Ampak te prve dneve so bili te kar
načrt zaščite in reševanja, ki se sprožijo v poplavah, je tak, da prve dneve deluje civilna zaščita, potem pa se začnejo tudi druge vsakodnevne strukture, ki delujejo, se pravi delovati tudi po tem kriznem dogodku. Tako da za tem je potem so šli na teren in k tem prebivalcem nevladne organizacije, se pravi predstavniki Rdečega križa, Karitasa, in oni so nudili psihosocialno podporo. Se pravi, da od teh materialnih stvari do tudi tega pogovora z prebivalci. In ugotavljali so tudi, kdo je tisti, ki je bolj ranljiv, kdo bolj to pomoč potrebuje. Hkrati pa je bilo organiziranih 7 mobilnih timov in te mobilni timi so bili razporejeni po Sloveniji, po teh področjih, ki so jih prizadele poplave, in ti mobilni timi pa so vsebovali, se pravi zdravstvene delavce, socialne delavce, psihologe in druge, tiste, ki lahko v takih nesrečah po takih nudijo pomoč. In to je pač pomenilo, da so predstavniki teh nevladnih organizacij, ki so dajali psihosocialno podporo, tudi napotili, usmerili ljudi tiste, ki so potrebovali k tem mobilnim timom, da so lahko dobili tisto, kar so potrebovali. Tako da možnosti so tudi še zdaj, te mobilni timi bodo delovali približno do konca leta. Hkrati so tu še potem tudi na voljo. Kako se pa lahko obrneš na njih? Mislim, kako si obveščen, kako si informiran? Zdaj, poleg teh mobilnih timov delujejo tudi centri za duševno zdravje, ki so razporejeni po območjih, in pa delujejo tudi različne organizacije, Pristop, Samarijani in tako naprej. Nevladne organizacije. Nevladne organizacije. Ja. In zdaj posameznik lahko do tega pride po poti, da pride k njemu pač ta predstavnik recimo Rdečega križa in ga potem, ko lahko z informacijami na letaku in tudi z določeno izjavo in tako naprej, jih napoti do tega mobilnega tima. Potrka na vrata, če... Tako, to je ena pot, da na terenu jih poiščejo in stopijo do hiš. Druga pot je, da se prebivalci, ki živijo na teh poplavljenih območjih, da se sami obrnejo na vse te inštitucije. Kontakti so vsi objavljeni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, na internetnih straneh. Tudi številka 114 deluje, se pravi, to je telefonska številka, kamor lahko prebivalci pokličejo in dobijo razne informacije, tako glede materialnih kot drugih zadev, kot pa tudi glede te psihološke podpore in pomoči, in tudi tam dobijo kontakte, kam se lahko obrnejo. Potem pa je tudi tale redna pot, se pravi, da grejo do svojega zdravnika, ki jih potem pa napoti naprej, bodisi do kliničnih psihologov, psihiatrov in tako dalje. Ja, se pravi, to je res en tak sistem, sistem neke podpore, pomoči, nekih možnosti. Ki je stekel med temi poplavami, in ki je dobro organiziran. To je prvič, da je takole steklo v Sloveniji, ali so bile že neke druge, recimo pri Žledu, ne? Ja, pri Žledu je bilo tudi na tak način, ampak tudi med covidom so razne tovrstne aktivnosti stekle. Kaj pa je bilo recimo med covidom, ta številka 114? Ne, med covidom ni bilo 114, bila pa je druga številka na voljo, kamor so lahko ljudje poklicali glede informacij, glede samega covida na splošno. Hkrati so pa lahko tudi dobili pomoč glede psihološkega vidika. Ko vem, da si ti to nekako stala za organizacijo. Ja, zdaj v Sloveniji smo kar imeli nekaj takih nesreč, se pravi od covida, potem požara na Krasu, zdaj tele poplave, tako da
Ja, ta sistem se v bistvu dopolnjuje, nadgrajuje, ampak dejansko zdaj na tak način, da namreč odvisna je vedno od državnega načrta za posamezno nesrečo, ki predvideva določene aktivnosti. In ta načrt za poplave, je vključeval to pot, ki sem jo Se pravi, imamo opisala. več načrtov za posamezne vrste nesreč. Tako. In tudi potem ti odzivi, tudi glede psihološko pomoč, so lahko različni. Ampak to se tudi glede na intenziteto, obseg Tako, prizadetosti. in glede na potrebe. In ravno tako se tudi zdaj ta psihološka podpora in pomoč tudi daje reševalcem, ki so sodelovali pri vseh teh aktivnosti. Naprimer po poplavah je bilo vključeno zelo veliko pripadnikov civilne zaščite, gasilcev, gorskih reševalcev. Tako se tudi njim daje ta psihološka podpora in pomoč. Govorimo o teh ločenih izrazih, psihološko podporo in psihološko pomoč. Psihološko podporo dajejo rečemo temu zaupniki, se pravi, zaupniki so reševalci, ki Se pravi, znotraj njih, frontnih recimo črt. Tako, se pravi, znotraj teh reševalcev, ki so bili posebej usposobljeni za izvajanje te psihološke podpore, v izobraževalnem centru zaščite in reševanje izvajamo tovrstna usposabljanja, in so bili izbrani v kolektivu, se pravi, da so zaupanja vredni, zato se jim reče zaupniki. Kako pa je to, ker to so recimo moške službe, recimo, Ja. Je tudi poudarek na eni moči, ne toliko mogoče, mogoče vsa ta čustva delujejo tako, Ja. kot nekaj preveč šibkega, preveč ranljivega. Kako Ja. je s tem? Zaupnikov je približno 150 v Sloveniji, v vseh teh reševalnih službah, tako Se največ pravi, jih je. je bil interes Ja, seveda, za interes, usposabljanje tako, znotraj teh kolektivov. Ja, kar pomeni, da največ jih je med prostovoljnimi gasilci, potem med poklicnimi gasilci, to je glede na celotno strukturo vseh teh reševalcev, potem pa so tudi med gorskimi reševalci, jamarji, kinologi, ki delujejo po nesrečah. Skratka, vse te strukture imajo te zaupnike, in te zaupniki so usposobljeni, da izvajajo individualne in pa skupinske razbremenilne pogovore. In to, kar si spraševala, kaj pomeni razbremenilni pogovor, ko to izvaja zaupnik, ko daje psihološko podporo, je ta razbremenilni pogovor strukturiran, se pravi, ima 4 stopnje, ki jim poteka v nekem zaprtem prostoru, reševalne postaje. Nekem varovanem pač. Tako, kjer imajo reševalci mir Mir. in se izvede na 24 urah po intervenciji, in traja približno 45 minut, kjer potem reševalci povejo, kaj se je dogajalo, kaj so občutili, kakšne misli so jih prežemale, in tudi se jim da neke napotke, kako se lahko soočajo s temi stresnimi dogodki, kot neka psihoedukacija, in da se lahko tudi obrnejo tudi kasneje na te zaupnike. To je nek model iz tujine? To je model, ki ga imajo v zahodnem svetu precej razvitega. V Evropi, na primer na Švedskem, mi smo ta model povzeli po Švedih. Sedaj obstaja ta model 12 let v Sloveniji, in znotraj tega modela so potem tudi te zaupniki usposobljeni in izvajajo te razbremenilne pogovore. Zdaj, kdaj največkrat izvajajo, kaj je tisto, kar pri reševalcih se kaže kot bolj obremenilno, stresno, so poškodovani ali mrtvi otroci, potem poškodba samega reševalca ali pa sodelavcev, potem, ko gre na primer za
za reševanje družinskih članov reševalcev, ne? Recimo, ko pridejo na kraj nesreče in ko vidijo, da je pa tu noter sorodnik ali sosed ali kakorkoli, naprimer v ponesrečenem, v poškodovanem avtomobilu. Da nek bližnjik. Tako, ne. Tako da to so ti, ali pa naprimer, da je bila nevarnost, da bi lahko izgubil življenje, ne. Se pravi, tudi ni nujno, da bi ga res, ampak Ta občutek ogroženosti. tako občutek ogroženosti, a ne, tudi to, tudi pri prebivalcih, a ne, naprimer ti, ki jih je zdaj poplava zalila, a ne, pa kaj je tekla čez njihovo hišo in tako naprej, a ne, ta občutek, joj, lahko bi umrl, a ne, in to je tako obremenilno, a ne, da takrat se res tako zelo počutiš in da tudi vsa ta čustva preplavljajo, ne. Tako da Kad izgubiš zaupanje v neko stvarnost. ja, in se v bistvu počutiš ogroženega, ne. Pa tudi, če morda temu ni bilo tako, ampak ti se tako počutiš, a ne. In tako da ti reševalci, če ta podpora ni dovolj s strani zaupnikov, potem se pokličejo prek številke 112 psihologi iz te državne enote za psihološko pomoč, in oni potem pridejo na kraj dogodka oziroma v njihovo reševalno postajo in potem izvedejo tak razbremenilni pogovor, kot sem Tudi v roku prej opisala. 24 ur, Tako, recimo. v roku 24 ur. In naprimer v primeru poplav, a ne, ko so delovali razni štabi civilne zaščite ali pa naprimer znotraj, ko je bil covid, a ne, v obdobju covida, ko so aktivno delovali štabi civilne zaščite in pripadniki, je bilo precej takih razbremenilnih pogovorov namenjeno prav tem štabom, predstavnikom civilne zaščite, reševalcem, tako da ob takih nesrečah je tega potem še več. In znotraj ekip njihovih kolektivov ter izrazijo tudi potrebo, da pridejo zunanje. Tako, izrazijo potrebo, kar se trenutno kaže največkrat to naredijo prostovoljni gasilci, in potem grejo ti psihologi na teren. Se pravi, je to nekako sprejet, ne? Z Ja, njihove sprejeto, strani. tako Vidijo to sprejeto, nek, tako, dober učinek. recimo. tako. Vem, da ste delali tudi eno raziskavo, ne? Kje ste spraševali, ne? Ja, Reševalce. pri reševalcih smo preučevali, koliko je nekih simptomov kažejo za razvitje neke potravmatske stresne motnje, ne, ali pa alkoholiziranosti ali kakršnihkoli drugih takšnih posledic soočanja z stresnimi situacijami. Nekaj se res s tem lahko veliko srečujejo, ne? ja. Zelo težkimi. Tako težkimi, prizori. a ne, to je, kar sem Ja. prej naštela, ne, recimo ena taka najhujša reč, ki se je pokazala v tej raziskavi, so ravno mrtvi otroci, a ne, to zaznamujejo te reševalce. In in ena takih zanimivih stvari, kaj se je pokazalo kot varovalni dejavnik, a ne, pri teh reševalcih, je to, da imajo zaupanja vredno osebo, s katero se lahko tudi pogovorijo, bodisi tega zaupnika v enoti, in pa tudi, da je partner ena taka varovalna dejavnika, ne, se pravi, reševalci, ki živijo v kvalitetnem, dobrem partnerstvu, je to tudi kot eno varovalo, a ne, se pravi, da imaš nekoga, a ne, s komer lahko tudi določene stvari spregovoriš, ne. Ja, to verjetno tudi velja za udeležence, ne, prizadete v nesrečah. Tako. Pa tudi širš, ne, mislim nekako. Tako. Ja, ena izmed zadev, ki se tudi nasploh kaže, a ne, pri soočanju pri teh nesrečah, je pomembno, a ne, kakšna je naša prožnost na te dogodke, ne, ta rezilientnost, ne. In zdaj Kako bi pa ti to opredelila? Ja. Mogoče, da se tle malo ustavva. Ja, ta prožnost, a ne, je, se pravi, kaj pomeni prožnost, a ne, se pravi, ko se nekaj v našem življenju zgodi, a ne, bi bilo tako kot, ne vem, na primer, ko je drevo in ko nekaj močno zapiha, se to drevo upogne, a ne, in potem se vrne potem nazaj v prvotno stanje. Vprašanje, če je ravno
ponovno čisto, ne, stoji to drevo tako kot prej, ampak več ali manj, ne, se ljudje vrnemo nazaj, ne. Taka drevesa ponavadi tudi občudujemo, ne, jih fotkamo v naravi, ne, Tako, ki ne. kažejo neko malo posebno Ja. obliko, pa hkrati neko moč. Tako. In zdaj, a ne, kaj je to tisto pri človeku, a ne, kar so ti pozitivni dejavniki, a ne. In zdaj eno je torej ta delati na tem socialnem vidiku, ta pravi socialna komponenta, ne. Se pravi, da imaš mrežo ljudi, da si komunikativen, da razvijaš te veščine pogovora, da znaš, da greš in poiščeš pomoč, ko jo rabiš, a ne. To je pa že tudi mogoče povezano z neko predhodno zgodovino, Tako, izkušenj z drugimi, Tako. mogoče tudi s temi zgodnjimi izkušnjami, Tako. ne. tako, A nekako lahko zaupam drugim, tako. ne, a lahko dobim podporo, ne. Ja, To na eni strani ni to samo tako, ne, neka odločitev ali veščina, ne, je še nekaj Ja, globljega, ja, kar ja. nas lahko Tako. v to smer zaznamuje, ne. Do tega, ne, da poznaš, kako se soočati s tem, naprimer, da veš, da če to čutiš, ali take čustva, da je to normalno ob takem trenutku, da poznaš, naprimer, tehnike sproščanja, a ne, naprimer dihanja, mišično progresivno relaksacijo, vizualizacijo in tako naprej, in da si lahko v takih trenutkih pomagaš. Do potem na drugi strani, a ne, kako sprejemaš sebe, delo na sebi, da imaš dobro samopodobo, ne, da se lotiš reševanja problemov, se pravi, da načrtno se lotiš in greš in rešuješ, in da hkrati, se pravi, da delaš tudi na sebi, a ne. Se pravi, da razvijaš te svoje kompetence, ne. Tudi tega se pa tudi lahko marsičesa naučiš, a ne. Zato se tudi dela na veliko tem. informacij, ne, danes je veliko možnosti. Tako, zato je to pomembno, a ne, da se spodbuja tudi v družbi ta prožnost, a ne, da to, kar sem prej govorila, ne, da imaš nekaj zaupanja vredne ljudi, da imaš nek krog ljudi, s katerimi si, in hkrati pa, da tudi delaš na sebi, a ne. Kako pa, če si recimo zaznamovan z razvojno travmo, ne, kako nekako se odpreti enemu krogu ljudi, ne, nekako res privabiti v svoje življenje. Ja, zdaj z Ljudi, razvojno ki so ti tudi empatično pričali. Je pa morda Ja. bolj tudi Ja. tvoje področje, ne, ta razvojna travma, kako se v bistvu vklopiti, ne. Ja, ker dostikrat je ravno to problem, nekako, da Ja, ne, se bolj usamimo ali ne, Ja. imamo občutek nekega globljega Ja, zdaj- neadekvatnosti, neustreznosti, ne, Ja. težje nekako. zdaj, Posežemo. kar kažejo, ne, tudi te Ja. raziskave, ne, tudi skozi te tudi ljudje, ki so doživeli v otroštvu neko travmo ali kakorkoli, ne. Da so manj prožni, ne, Da- tudi v ja. takih situacijah. Ja, to, ampak je tudi pomembno, ne, da imajo v svojem življenju nekoga, vsaj eno osebo, pomembno zanje, ne, se pravi, ki se lahko nanjo uprejo, ne vem, ali je to kakšen od staršev, je to dedek, babica, ali nek sosed, ali ne vem, učiteljica v V šoli, a otroštvu ne. oziroma v mladosti. Ne. Tako, a ne. In potem vseeno, a ne, lahko krepiš vse te odpornost, a ne, na take Da si krizne imel dogodke. vseeno tako figuro, ne. Tako, ki si ji zaupal, ne. In še nekaj, a In ne. tudi lahko smo, mogoče te spet prekinemo, prosto, mi smo lahko tudi ta oseba drugim. Tako, mi smo drugim, in še eno tako prepričanje je tako prožno prepričanje, ne, kot v smislu tega, kar nas ne ubije, nas krepi. A ne, se pravi, da zmogel sem že v preteklosti marsikaj in tudi danes bom zmogel. Ne, se pravi, neko to upanje, da se bojo zadeve uredile, pa kakorkoli se bojo, a ne. Se pravi, to so te kapacitete, a ne, ki jih poiščemo v sebi, in na katerih potem tudi lahko delamo, ne. Ja, da ne padeš v eno nemoč, obup, brezup. Tako. Ja. Ja, veš kaj, jaz bi te še vprašala, ne, glede socialno ranljivejših posameznikov, ne. Mislim, tukaj imaš verjetno tudi kakšna opažanja
s terena, ne? So tukaj neki specifični izzivi, ovire, ali so mogoče celo boljše opremljeni nekako v strategijah spoprijemanja, dostopanju do podpornih virov, storitev? Ja, ti socialno ranljivejši so otroci, starostniki, Ja, to je zelo široka kategorija, tako. Tako da, ja, pri vseh teh so seveda tudi pri tem, ko se nudi ta psihosocialna podpora, bolj pozorni, a ne, se pravi tudi to, kar sem prej omenjala, predstavniki teh nevladnih organizacij, ko hodijo na terenu, so tudi bolj pozorni na to vrstne ljudi in jim bolj pristopijo in jim tudi potem jih lahko napotijo v teh 7 mobilnih centrov, ki sem jih prej omenjala. Ampak hkrati se pa tudi dela na tem, ne, da se tudi jim približa, naprimer otrokom skozi vrtec, skozi šolo, ne, in hkrati tudi staršem, tako da se je tudi tudi te delavce usposabljalo, kako pristopati, ne, otrokom po takih kriznih dogodkih. Do tega, ne, kar se zdaj tudi še načrtuje, da oblikovanje oziroma vodenje različnih delavnic, ne, na določene teme, posebej za določene skupine ljudi, ne, te, ki sem jih naštela. Do tega, da se naprimer... Kje pa bi bile te delavnice? Na teh območjih, na teh območjih, ki so jih prizadele poplave, ne. To je še nekako zdaj trenutno v načrtovanju, to naj bi se zgodilo. Tako, to ne bi steklo. Do tega, ne, opolnomočenja ljudi, ne, naprimer, tudi naprimer z raznimi delavnicami, naprimer, kako pristopiti k obnovi poplavljene stavbe, a ne. In naprimer, ko posreduješ temu tudi recimo tehnične podatke, hkrati tudi pridejo ljudje, tudi da se družijo, tudi da rečejo drugim kakšno, hkrati se izobrazijo v nečem, hkrati pa tudi dobijo to neko socialno podporo, podelijo izkušnjo, se povežejo z drugimi, a ne. Tako da teh pristopov je več, a ne, se pravi, in to tudi takšne načine so tako ubirali v tujini, naprimer po raznih terorističnih napadih, tako tudi, a ne, lahko tudi v slovenskem prostoru, ne, pristopamo na tak način. Tako da tu je zdaj ta prostor, a ne, kjer so še vse te možnosti, kako pristopati k ranljivim skupinam. A je mogoče kaj specifičnega, recimo, kako se z otroki pogovarjati o teh temah? Kot recimo starš, kot skrbnik, kot učitelj. Ja, seveda otroku je treba tudi v takih trenutkih prisluhniti, a ne, ga tudi potem vprašati, se pravi, ne drezamo vanj, a ne, z ali vprašanji, ali kolikor pa želi spregovoriti, o tem tudi spregovori. Če ne more spregovoriti, lahko tudi kaj nariše, lahko tudi skozi risbo, a ne, kaj pripoveduje. Ampak kar je pomembno, je, ne, da dajemo tudi ta občutek varnosti, a ne. To se je pač zgodilo, zdaj si ti na varnem. Poskrbljeno bo zate. Tako, poskrbljeno je zate, mi odrasli delamo odgovornost, delamo to, kar je potrebno, da se bo te zadeve uredile. Pomembno je, ne, kako starši tudi v teh situacijah ravnamo, kako se mi odzivamo, kako mi čustvujemo, ker to otroci tudi opazujejo. In je potrebno, ne, v teh stvareh tudi z otrokom spregovoriti, kar se doživlja, ampak na njemu ustrezen način, se pravi primerno razvojni starosti otroka, ne, se pravi, z mlajšimi bomo na drugačen način, kot pa na primer s starejšimi, ne. So pa v tej publikaciji, ne, ki smo jo prej pokazali, čisto taki konkretni, tako je dostopna na spletu, in je tudi v PDF-ju snet, tako v PDF-ju in je prav posebno poglavje, a ne, namenjeno, kako ravnati z otrokom v takšnih kriznih situacijah, kako učitelji, kako starši, in je cel kup takih nekih konkretnih dialogov noter tudi opisanih, kako lahko v takih situacijah z otrokom ravnamo, ne. Ja, mislim, res bi jo izpostavila, no, jo bom še tretjič pokazala. Ja. Tako da hkrati ste izdali neke izdali smo tudi letake, zgibanke, a ne, naprimer, tale zgibanka je namenjena
pomoči odraslim oziroma kako se soočamo po nesrečah, se pravi okrevanje po nesreči, kjer so opisani te simptomi, ki jih doživljamo po takih nesrečah in kaj lahko naredimo, kako lahko sami sebi pomagamo. To je tudi prosto dostopno. Tudi prosto dostopno na spletu, naprimer, če se opiše okrevanje po nesrečah, pride taka zgibanka ven. In pa tudi za otroke, za otroke je namenjena posebna zgibanka, kako se pogovarjati z otrokom, kako ravnati z otrokom po takšnih nesrečah in lahko se tudi to vse natisne za svojo lastno uporabo. Ja, tako da te skupine, jaz bi pa tudi še opozorila tudi na skupino ljudi, ki dajo sedaj pomoč. Se pravi, to so ljudje, ki so recimo zdaj ta dva meseca umeščeni v ta prostor, se pravi pomoč, govorimo o pomoči po pomoči, se pravi, kaj je potrebno, da tudi te ljudje, ki pomagajo od reševalcev do teh predstavnikov prostovoljcev nevladnih organizacij in tako naprej, da tudi poskrbijo zase v tem smislu, da tudi se zavejo, da je tudi zanje lahko to naporno, izčrpajoče. Dva meseca biti na terenu, se tudi svoje vire lahko izrabiš, in lahko pride tudi do te sekundarne travmatizacije, če ti to dnevno poslušaš, kaj se je drugim zgodilo, potem tudi lahko to sam podežuljaš. Pa se tudi z njihovimi živčnimi sistemi, mislim, tudi sam vidiš ta območja. Tako, naprimer, z njihovo bolečino, stisko. Kar bi ti ljudje potrebovali, je nedvomno pogovor oziroma intervizija s temi, ki to počnejo, se pravi, naprimer, z drugimi prostovoljci, reševalci in tako naprej. Se pravi, intervizija, kaj dojemajo, kako so šli čez to in tako naprej. Potem je supervizija, se pravi, da nekdo, naprimer, psiholog, pride in tudi te na določene vidike opozori, tudi če prepozna pri njih določene znake, izgorevanje in tako naprej, da se o tem spregovori. Do tega, da te ljudje poskrbijo za svojo razbremenitev z različnimi hobiji, športi, za svojo socialno mrežo, da se družijo s svojimi prijatelji, družino. Skratka, da tudi v teh trenutkih tudi pomislijo nase, ker lahko tudi ljudje, ki dajo pomoč, ki so prostovoljci in tudi zanje je potem potrebno poskrbeti. Ja, tle so sploh še take posebne situacije, nasploh pa to velja za poklice, podpore, pomoči. Tako. Mislim, ko se dela z ljudmi, z ljudmi sploh, ki imajo neke stiske, težave, izzive. Tako, ali pa še kakšna dodatna izpopolnjevanja zanje, ali pa tudi kakšen pogovor z psihoterapevtom, če je tudi to potrebno. Tako da niso tudi ljudje vsi močni v tem smislu, da so neomejeno močni. Tudi te, ki dajemo pomoč, tudi jaz sem recimo med njimi, tudi za te skupine ljudi treba biti pozoren, ko to traja toliko časa. To se mi zdi zelo pomembno sporočilo. Ja. Imaš ti kakšne priljubljene načine? Sama, jaz veliko dam na pogovor, se pravi, bodisi na pogovor z možem, s prijatelji, druženje, potem pa tudi razni hobiji, kot je vrtnarjenje ali pa nasploh šport, hoja, na tak način, se pravi, da nekaj počneš, kar te razveseljuje, in ali recimo usesti se na teraso in brati knjigo in poslušati glasbo, skratka, nič posebnega, ampak hkrati pa tudi zelo razbremenilnega. Ja, nekaj, kar nas nekako nahrani. Tako. Pa dostikrat so to res drugi ljudje, če imamo kvalitetne odnose, narava, gibanje, da nekako telo spravimo v pogon, ali skozi vrtnarjenje. Ja. Taki v bistvu klasični načini, Samo nekako, da mogoče se zavemo, to so moji viri, ali s tem se lahko podprem. Tako, v bistvu to skrb zase.
Tako da nasploh je tudi v vsakodnevnem življenju je to potrebno, ne, po takšnih stresnih situacijah, po takih izrednih situacijah, kot so te krizna situacija, kot so ta poplave, kjer je velik del Slovenije prizadet, je pa to toliko bolj, ne. Ja, zdaj bi pa jaz odprla eno temo, ne. Zdaj pač smo v enem obdobju, ne, ko nekako se soočamo z neizogibnimi vplivi klimatskih sprememb, oziroma se dogajajo pač spremembe v podnebju, povečujejo se naravne katastrofe, ne, in vse bolj je vidna tudi, bom rekla, psihološka cena, ki jo plačujemo za te spremembe. Se pravi, ne čuti le naš planet, ne, bom rekla, breme degradacije, ampak tudi in naše individualne psihe, kolektivna psiha. Ja, in tukaj je lahko veliko teh občutkov, ne, tudi tesnobe, zdaj se govori o ekoanksioznosti, ne, to je recimo eden izmed teh najnovejših ali pa zelo novejših terminov, ekološko žalovanje, ne, ecological grief po angleško. Skratka, ja, nekako občutki izgube, žalosti, ki so vezani in že na trenutno stanje ali pa tudi na prihodnost našega okolja, ne, se pravi, da gre za nek čustveni dolg, ki ga prinaša, recimo, bom kar rekla, okoljska kriza. Tako da, ja, tako se mi zdi, ne, so to stvari in konkretni, ne, načini, kako organizirati podporo po takih dogodkih, ne. Pa še širš, ne, se mi zdi, da lahko pričakujemo, ne, več stisk oziroma se že kažejo, ne, recimo tudi določene študije mladine so že pokazale, ne, eno veliko zaskrbljenost za prihodnost pri mladih, ne, recimo, ki je vezana potem tudi na kakšne odločitve, recimo ne imeti otrok ali kako ti gledaš, ne? Ali lahko pričakujemo več teh stisk, ali nekako so že prisotne, ne, te stiske, ki so vezane na naravne nesreče oziroma na to novo, bom rekla, ekološko resničnost. Ja, zdaj te kot posledica teh podnebnih sprememb, ne, so naravne nesreče, ne, ampak te naravne nesreče so samo ena izmed kriznih dogodkov, ne, ki nas v današnjem obdobju prežemajo. So pa tudi druge situacije, na primer so teroristični napadi, recimo ravno zdaj smo priča, ne, enemu takemu, na primer na področju Izraela, Palestine, do vojne v Ukrajini in tako naprej. Skratka, to migracije, ja. To so vse neke krizne situacije, ne, recimo, ne, ki nas prežemajo, ne, v tem obdobju. In pa tudi so globalne, velike, dobro, nekatere so lokalne, ampak tudi kar velike globalne narave. Ja, ampak vsem temu, kar smo zdaj naštela, ne, je pa skupno, da so to krizne situacije, ne, so to krizni dogodki, ne, pa kakršenkoli je. In gre v bistvu za soočanje s temi dogodki na podoben način, ne. Zdaj, ali gre za naravno nesrečo, ali gre pa za teroristični napad, na primer, ne. In to je krizni dogodek, in zdaj kako v bistvu se sovpadamo s tem in kako se soočamo s tem, ne. In zdaj na tak način, ne, mislim, zdaj se to... Bi lahko tle še malo povedala, kako, mislim, to, kar sva govorila, nekako. Ali je tle še kaj dodatnega? Ja, to je to, kar sva govorila, ampak jaz bi še opozorila tudi na drug vidik, ne, kjer, ne, zdaj, da je v bistvu omenjena to anksioznost povezano s podnebnimi zadevami, ne, ampak... Se pravi, nekaj, kar se mogoče še ni zgodilo, opazujemo pa mogoče na neki ravni, na nek način, ne. Ampak recimo tu ob tem omenjamo anksioznost, ne, zdaj pa če pomislimo za nazaj v Sloveniji, ne, kaj je bilo tisto, kar je povzročilo, na primer, največ smrtnih žrtev, ne. In pravzaprav niso bile naravne, ne, nesreče ali pa te podnebne spremembe, ampak družabni dogodek, na primer v obdobju Slovenije. In če pogledamo, največ smrtnih žrtev je bilo pred leti na dogodku na reki Savi, ko je šlo za vožnjo s kanuji, kajaki, kjer je umrlo 13 ljudi, ne. Potem naslednji tak dogodek je bil zopet družabni dogodek, balonarska nesreča pred leti, kjer je umrlo 6 ljudi, ne. Se pravi, gre za to, da
Ampak to so kot posledica te, recimo, dve nesreči. To sta bili v bistvu dve stvari, ki sta bili prijetni, ker ljudje ne bi se zabavali, imeli fajn, ne? Pa je prišlo do tega, tako da ni nujno, ne, da nam anksioznost to vrstne nesreče, podnebne spremembe prinašajo. Bolje je to, da to tukaj je, a ne, in da krizni dogodki so bili in bojo. In zdaj gre samo za to, kako se mi s tem soočamo. Ne. Ampak vse je malo drugače. Mogoče, če povem svojo izkušnjo, ne, jaz rada hodim pač po naravi, po hribih. Zdaj, ko sem hodila recimo po Gorenjski regiji, je kar veliko območij, kjer pač je kos porušen. Oziroma ne, so prav taki fleki, bom rekla, ne, kjer se je očitno nekaj zgodilo, nekaj zaokrožilo. In tega ni malo. Ne. Recimo tudi prvič to leto oziroma to poletje sem doživela, ne, da je recimo okrog hiše prišel skoraj kot neke vrste ciklon, ne, tak močen veter in potem poslušaš stare ljudi, ne, oziroma znance, ki govorijo, kaj govorijo tisti, ki so že, ne vem, praktično 100 let tle na svetu in da kaj tazga niti pod razno še niso doživeli. Ne, mislim, več je teh dogodkov, ne, na nek način težko je ostati neutralen ali pa nekako zelo miren, ne. Mislim, ne, da zdaj jaz čutim, recimo, jaz osebno to tesnobo tako v vsakdanjem življenju, ampak nekje pa je en tak, ne, kaj pa še lahko pride, ne. Tako kataklizmično se zdi, ne, tudi, to, ko so bile te velike povodnji, ne, pa potem te manjše, še vedno velike stvari, ki jih zaznavamo, ne, in je en občutek, kaj pa to zdaj pomeni. Ja, ob teh podnebnih spremembah in teh naravnih nesrečah lahko delamo dvoje, ne. Eno je torej to, da se na nesreče pripravimo, a ne. Mi recimo v Sloveniji, tudi Slovenija je na določenih področjih bolj izpostavljena enim vrstam nesreč kot drugim, a ne. Na primer v Posočju so bolj izpostavljeni potresom, v drugih delih Slovenije so bolj izpostavljeni poplavam in tako dalje, ne. In zdaj, če se zavemo, na kakšnih področjih živimo, se lahko tudi na to vrstne nesreče tudi bolj pripravimo, ne. In ta pripravljenost na nesreče nam omogoča nek občutek varnosti. Pripravljenost, ne, to sem tudi slišala, ljudje imajo recimo nahrbtnike z vsemi potrebščinami, hrano. Tako. V tem smislu pripravljenost? Naprimer, če govorimo o poplavah, a ne, da pač zgraditi hišo na varnem področju, kjer ga ne bo zalila poplave. Če vemo, da teče potok, ki preplavi našo klet, je potrebno imeti vreče s peskom pripravljene, a ne, ali pa vsaj vreče in pesek posebej in jih napolniti do tega, da imamo gumijaste škornje in vse ostalo, ne, kar je pač potrebno, da se na neko nesrečo pripravimo. To, kar omenjaš, ne, pripravljen nahrbtnik, sredstva dezinfekcijska, ne vem, radio in takšne zadeve, ne. To so tudi recimo na primer neki pripomočki, ki jih v primeru nesreče in jih imamo v bližini, vzamemo in gremo, ne, na primer z dokumenti, z denarjem in tako naprej. Če smo na takem območju. Če smo na primer na območju, ne. Tako da ta pripravljenost, ne, je in tudi kako se pripravimo, ne, je tudi v okviru Uprave za zaščito in reševanje vrsta teh napotkov, ne, ki si jih lahko tudi ljudje z zloženkami ali drugače tudi ogledajo in se na to pripravijo. Skratka, neka pripravljenost nam omogoča nek občutek varnosti, ne. Na eni strani. Na drugi strani pa je pomembno, da tudi delamo na tej rezilientnosti, se pravi na tej na prožnosti, ne. Se pravi, da to, kar sva prej govorila, da se dejansko pripraviš, a ne, se pravi, da delaš na sebi, da delaš na svoji socialni mreži, da ukvarjaš z nekimi hobiji, ki te razbremenjujejo in tako naprej. Skratka, da se tudi vnaprej take stvari krepiš, ne. Hkrati je verjetno tudi neka notranja eksistenčna drža. Ja. Da pač živimo v takem času in enostavno vsega se ne da skontrolirati, preprečiti, se zaščititi. Tako, na nekatere stvari lahko vplivamo. A pa do neke mere ali pa probamo, ne, ampak vendarle pa tudi neko sprejemanje, ne, tudi neke širše danosti. Ne, ker lahko nam tudi to sproža veliko tesnobe, če bi želeli nekako
vse nekako čim bolj skontrolirati. Ne, smo tudi lahko zapademo v en tak cikl, ne, se zaciklamo znotraj stiske, skrbi, obremenjenosti. Tako. Ja, to se mi zdi zelo pomemben. Ja, hkrati pa to, kar tudi nekako vidimo, da se spreminjajo, ne, da so neke, recimo že zdaj so ratele, ne, tako kot sem rekla, s temi gozdovi, ne, ali če hodimo po teh območjih, ki jih je prizadele poplave, ker da so ratele neke rane v prostoru, neke prostorske rane, ali pa mogoče tudi, ko vidimo travnike, ki je manj vrst cvetlic, ne. Mislim, ob tem lahko mogoče tudi čutimo eno tako, žalovanje, ne, to je mogoče že bolj ta koncept ekološkega žalovanja, žalosti. Kako se pa s tem lahko soočamo? Ne, eno je ta strah pred prihodnostjo, ne, eno so same nesreče, eno pa nekako, ko gledamo, kako se svet pred našimi očmi vendarle nekje spreminja. Ne, vidimo tudi, recimo na primer Rožnika, ne, tudi ko napade določeno linijo dreves, neka gliva, ne, pa so ta drevesa nekako predvidena za posek in smo imeli nek čustven odnos, recimo prebivalci mesta, ne, mestnega parka. Zdaj, torej uživati v tem, kar imamo, a ne, če imamo ta travnik z rožem, a ne, iti na travnik z rožem in jo vzeti, povonjati, to, kar pravi recimo čuječnost, a ne, živeti tudi v tem trenutku, dotakniti si stvari, uživati v njih, ko sedaj so, a ne. Ja, to se mi zdi zelo pomemben. Ja. Nekako, hkrati pa nekako vseeno, na nek svoj način biti aktiven, ne, aktiven državljan. Ja. Ne samo nekako tako fatalistično se predati. Mislim, je v tej čuječnosti ni samo eno pasivno sprejemanje, je tudi ena aktivna drža. Tako. Kaj lahko jaz naredim, da bi bilo na primer drugače, a ne? V smislu podnebnih sprememb, ne? Ja, hkrati pa rabimo tukaj, vemo, ne, neke sistemske korake, ne. Mislim tudi, da ne čutimo kot posamezniki neke krivde. Ne, ker več je na ravni nekih širših sistemov, ne. Hkrati pa, ne, da tudi kot posamezniki prispevamo, ali pa tudi kot posamezniki, ki smo lahko vpeti v neke take strateške odločitve, ne. Da. Ja, mogoče bi še, ne, zdaj, če se nekako približujemo koncu, vprašala, malo smo že nekako začele s temi strategijami, ne. Recimo, da rečeva, pričakuje se več teh nesreč, katastrof, ne. A je tukaj še kaj, kar bi ti rekla nekako, kako oblikovati, ne, kako razvijati neke take proaktivne strategije, temu prilagojene strategije, ne. Recimo, vem, da se že na ravni sistemov države blaginje zdaj razmišlja o tem, ne, da nekako, kako del sredstev, ne, kolikšen del sredstev nekako rezervirati za to. Mislim, da so to eni taki že veliki premisleki, ne. Mogoče, kje ti vidiš, ne, in na ravni recimo duševnega stanja ali neke psihosocialne dobrobiti posameznikov, skupnosti, šol, ne, rabijo šole neke načrtne strategije vnaprej izdelane. Kar bi poudarila, ne, ob koncu je, da je pomembno tudi pogledati iz vidika, kaj jaz lahko naredim in kako lahko jaz ukrepam, ne, sam pri sebi. In bi skozi recimo teh 5 zadev, ne, tako kot imamo 5 prstov, ne, kaj lahko naredimo, ne, in kar smo recimo danes tudi že omenjali. Eno je torej, da delamo na tem, na družini, na dobrih odnosih v družinih, partnerstvu, ne. Drugo je, da delamo na prijateljstvih, ne, ker to so zelo različne vloge, kaj ti počneš s partnerjem, kaj počneš s svojimi otroki, starši, kaj pa počneš s partnerji, ne, s prijatelji. In prijatelji imajo tudi drugo vlogo in tudi, tako kot pravi pesem, ne, za prijatelji se je treba čas vzeti. Ja. To je eno. Potem je zelo pomemben kolektiv, a ne, se pravi, kje mi delamo, na kakšen način delamo, kakšni so tam odnosi. Tukaj je veliko manevrskega prostora. Tako, zelo veliko, a ne, tudi v slovenskem prostoru. Kako si v kolektivu zaupamo, mi smo v kolektivih 8 ali več ur vsak dan, se pravi, kakšni so ti odnosi v kolektivi, kako si pomagamo, naprimer, ali nas je po poplavah, ki so se zdaj zgodile, ali nas je
nadrejeni ali kdo drugi kadrovnik naprimer poprašal, kako ste pa vi po poplavah, ali je vam tudi zalilo hišo, ali tebi kot delavcu kako pomagamo. Ne? Meni so gonile zgodbe, kjer so tudi recimo sodelavci, vključno z vodstvom, ne, da je firma dala del denarja in sodelavci so dali neke prispevke, ne, da so nekako finančno tudi podprli. Kar je pomembno, ne, da posameznike, tudi, ne, sodelavce. Tako, ne, da pa potem, da kolektivi delajo na tem dobrem vzdušju, na povezovanju, kot so naprimer team buildingi ali pa kakšna skupnost usposabljanja ali druženja. Skratka, to, da se krepi ta občutek zaupanja in pomoči tako drug drugemu. Ne. Potem naslednje je, ne, da imaš nekaj, kar te razbremenjuje, se pravi neke hobije, ne vem, vrtnarjenje, da imaš psa, da imaš ne vem, nekaj, ob čemer se počutiš dobro, pa karkoli to je, pa tudi, če je to gledanje televizije, ne, pač neke priljubljene tvoje oddaje. Ne. Mogoče eno anekdoto tle dodam, ne. Ena mladenka mi je povedala, ne, kaj je bila v neki taki stresni situaciji, ne, da je dobila od ene gospe na svet, pojdi južino kuhati, kuhati južino za družino. Ja. Marsikaj je lahko tukaj, ne, to hočem reči. No. Ko si omenjala še mladenke in prej ranljive skupine, ne, tudi študenti so recimo ena takšna ranljiva skupina in tudi študentje imajo na voljo, ne, neke te razbremenilne zadeve. Naprimer deluje v slovenskem oziroma univerzitetnem ljubljanskem prostoru 5 svetovalnic, ne, kjer se lahko študenti razbremenijo, kjer jim svetujejo usposobljeni ljudje v takih situacijah. Kje pa so te svetovalnice? Na posameznih fakultetah? Tako, na pedagoški fakulteti so, potem imajo pa tudi dislocirane enote. Ne. Tako da na spletu so tudi te stvari objavljene, ne, če se gre naprimer v okviru univerze oziroma pedagoške fakultete. No, in 5. stvar pa je skrb za svoje zdravje. Ne, se pravi za zdravje v smislu aktivnosti, gibanja, v prehrane, skratka, vseh teh 5 zadev, ne, se pravi družina, prijateljstvo, kolektivi, svoj hobi in pa skrb za zdravje. Ne, in to lahko posamezniki naredimo in že, če smo proaktivni v svojem okolju, ne, če izgrajujemo v svoji bližini, v svojih delovnih kolektivih zaupanje in pomoč. Ne. Da kvačkamo eno mrežo odnosov. Tako, potem tudi ob takih nekih naravnih nesrečah, o katerih sva danes govorile, tudi potem to omogoča lažje iti čez take dogodke. V bistvu to so vse nekako ti varovalni dejavniki. Ja, super, super. Mislim, to je tudi pomemben, v tem kontekstu, ne, za poslušalce tega podcasta. Ja. Ne. Tako da jaz bi se res nekako zelo zahvalila, ne, Andreja, za te današnje tvoje prispevke, deljenje svojih dragocenih izkušenj, ne, za tvojo strokovnost in vse, iskrenost. Tako da dragi poslušalci, smo na koncu še ene epizode. Današnji pogovor, ne, bi jaz rekla, nekako navdihuje, opominja, ne, koliko je pomembno to, kar smo zdaj na koncu izpostavili, ne, da nekako tkemo, negujemo svoje mreže, ne, svoje odnose. In ravno ta povezanost, ne, je tista, ki nas tudi ob takih težkih preizkušnjah lahko najbolj podpre, nam pomaga, da skupaj tudi prebrodimo take izzive. Pa pravzaprav tudi, da na nek način, bom rekla, gradimo svet, kakršnega si želimo. Ne? Tudi to se mi zdi en tak pomemben vidik tega. Tako da hvala, dragi poslušalci, za vsako uho, ki pozorno prisluhne, za vsak razum, ki razmišlja, za vsako srce, ki čuti in se odziva na ideje in zgodbe, deljene v tem prostoru. Do našega naslednjega srečanja. Ohranite radovednost, sočutno srce in odprt Lepo se imejte in nasvidenje. Lep pozdrav.